Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani novinar, v imenu občine Slovenske Konjice. Danes smo s posebnim namenom se zbrali, da predstavimo projekt celostne prometne strategije v občini Slovenske Konjice. Ob tej priložnosti sta z mano predstavnik Mariborske kolesarske mreže, gospod Josip Rotar, se opravičujem, in pa moj kolega Andraž Mlakar, ki to zadevno tematiko na občini Slovenske Konjice še posebej pozna in jo seveda tudi pripravlja. Občina Slovenske Konjice je v svojem pripravljalnem obdobju storila že kar precej aktivnosti, da bi seveda prišla do ustrezne celostne prometne strategije. Naj pa povem, da, kar bo verjetno tudi gospod Josip lahko potrdil, da smo ena izmed prvih ali pa izmed redkejših občin, ki se je zelo zgodaj lotila te tematike in pa seveda priprave te celostne strategije. Zdaj, za občino to pomeni ne samo osredotočenje na neko prometno infrastrukturo, ampak gre za celovit pristop k ureditvi prometa in pa seveda pač gre za ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa. Izziv občine, ki je seveda na področju prometa zelo velik, zlasti tudi v naši občini, saj vemo, da ti prometni tokovi so kar močni, posebej kadar prihaja do zastojev na avtocestah in pa seveda takrat, ko je naša prometna infrastruktura posebej obremenjena, ali ob začetkih šolskega leta ali pa seveda v močni turistični sezoni, zato je ta izziv za nas kar ključnega pomena. Namreč pomaga nam uresničiti nekako ključne razvojne potenciale. Občina lahko pričakuje z ureditvijo te celostne prometne strategije nekako učinke, ki jih seveda predvidevamo, kot so manjši izdatki za prevoz, recimo ljudje potrošijo manj denarja, kakor tudi seveda občina sama, manj izgubljenega časa je zaradi prometa samega, tudi vpliv na kazalce zdravja, seveda zmanjšanje obremenjenosti okolja, onesnaženosti zraka in pa večjih možnosti za aktivno potovanje po državi in pa seveda po samem kraju, ljudje so ob tem bolj zdravi, večja dostopnost za vse ciljne skupine prebivalcev, vključno s temi najbolj ranljivejšimi skupinami, se pravi starejšimi, mlajšimi ljudmi ter pa tisti, ki imajo funkcionalne težave. Seveda za nas to pomeni tudi neko zakonsko obvezo, se pravi izpolnjevanje zakonskih obveznosti in pa reševanje težav z onesnaževanjem zraka in obremenjevanjem okolja. Seveda se ob tem poslužujemo vseh možnih resursov, tudi evropskih sredstev, nenazadnje so tovrstni projekti sofinancirani z Evropske unije in na koncu smotrnejša poraba občinskega proračuna, se pravi, to je pa tisto tako osnovno poslanstvo naše občine, biti odgovoren do svojih občanov, biti odgovoren do javnega denarja in pa seveda izpolnjevanje osnovnega poslanstva občine. Kar se tiče samih akcijskih nalog in pa kar se tiče seveda strokovnega pristopa, pa bosta ob tem več povedala tudi moja kolega, se pravi izvajalec, ki je bil izbran na javnem razpisu v spomladanskem času, in pa kolega Andraž, tako da jima predajam besedo. Hvala. Torej, mogoče zdaj namen tiskovne konference je, da predstavimo dosedanje delo, ki je bilo opravljeno. Z izvajanjem celostne prometne strategije smo začeli v mesecu maju in bo predvidoma trajal do maja prihodnje leto. Sedaj smo nekje
v zaključku prve faze oziroma vzporedno že poteka nekako druga faza, tako da se prva in druga faza malenkost prekrivata. Prva faza je v bistvu faza analize, druga je faza vključevanja javnosti, kar je na nek način itak prisotno skozi ves čas projekta. Celostna prometna strategija, njeno bistvo je v bistvu vključevanje javnosti, zato smo tudi toliko različnih aktivnosti do sedaj izvedli na tem področju. Prva zagotovo anketa, ki smo jo poslali na vsa gospodinjstva v občini, do sedaj se je vrnilo 224 vrnjenih, izpolnjenih anket in tukaj lahko povem, da bomo s to anketo pridobili kar nekaj zelo dobrih podatkov, ki nam bodo služila tudi v prihodnjih letih, ko bo recimo občina se odločila čez nekaj let delati ponovno obnovo celostne prometne strategije, bo lahko te podatke potem primerjala, kje so zdaj in kje so potem čez nekaj let. Potem pri vključevanju javnosti ne smemo pozabiti na javne razprave. Danes je prva javna razprava in tu seveda pričakujemo, da bomo tudi iz prve roke od občanov izvedeli, kaj recimo so njihovi pereči problemi, kje vidijo možnosti za neke rešitve, izzive in tako dalje. Teh javnih razprav bo več, tekom izvajanja projekta, tista glavna javna razprava bo pa seveda potem na koncu, predvidoma v mesecu aprilu, ko bomo tudi imeli že narejeno, skoraj dokončano strategijo in bo tudi potem tik preden bo sprejeta na občinskem svetu. Ker bo seveda to nek zavezujoč dokument, ki bo služil kot osnova za vse nadaljnje ukrepe in pa aktivnosti na področju prometa. Pri vključevanju javnosti bi še omenil to, da imamo z lokalnimi deležniki vzpostavljeno neko delovno skupino. To delovno skupino sestavljajo poleg predstavnikov občine tudi predstavniki šol, vrtcev, javnih institucij, podjetij, policije, torej vseh teh nekih relevantnih sogovornikov, ki nam lahko iz svojega vidika še dodatno pripomorejo k izvedbi tega projekta, tako da je res ta strategija nekaj, bi lahko rekli, kar prelomen dokument, pa ne samo za občino Slovenske Konjice, ampak kar za številne občine v Sloveniji, ker je zdaj v tem trenutku okrog 60 občin v fazi izdelave tega dokumenta. To pomeni, da na ta način z enotnimi smernicami, ki jih je predpisalo Ministrstvo za infrastrukturo, še noben se ni na tak način lotil, kot se zdaj lotevamo. In moje osebno pričakovanje je, da se bo v prihodnosti ravno zaradi te strategije veliko začelo spreminjati na bolje. In zdaj, kot pravi sama strategija, mi želimo tu izboljšati predvsem kvaliteto bivanja, kvaliteto življenja in če se je včasih govorilo o prometu samo kot o prometu avtomobilov, se zdaj pogovarjamo o prometu, hočemo pogledati na promet iz različnih zornih kotov, pešca, invalida, kolesarja, šolarja na avtobusu, dnevnega migranta, ki se vozi v službo v neko drugo občino, dnevnega migranta, ki se vozi v službo z kolesom nekaj 100 metrov od doma. Torej, želimo pogledati na vse te različne vidike in to je kar velik izziv, sploh zato, ker se vse te potovalne navade spreminjajo, ker se tudi spreminja povpraševanje in pa ponudba in se s tem v Sloveniji praktično do zdaj nihče ni ukvarjal, z upravljanjem mobilnosti, z upravljanjem povpraševanja in pa ponudbe po mobilnosti se s tem dejansko nihče ni ukvarjal in res delamo eno tako prelomno zadevo. Zdaj, prej ste omenili, da je občina ena med prvimi, to je res, je pa po drugi strani res, da smo kar malo pozni, da v Sloveniji bi se tega mogli že pred 20 leti lotiti, ampak nikoli ni prepozno, bom rekel, tako da je dobro vsaj to, da smo nekje začeli.
Verjetno je težava ne samo na tem področju, ampak je v tem, da država kot taka nima pravočasno izdelanih strategij za vsa področja in zdaj, če bi bile te strategije pravočasno pripravljene, potem bi seveda tudi občine in pa ostali deležniki lahko temu hitreje in pa učinkoviteje pristopali, ampak tako kot ste rekli, nikoli ni prepozno in absolutno se dajo stvari potem postaviti na svoje mesto, če pa seveda ustrezen pristop ne. Ja, mogoče bi še tukaj le dodali, da celostne prometne strategije prinašajo tudi en pomemben segment pri pridobivanju finančnih sredstev na področju prometne infrastrukture. Evropske prometne politike namreč nekako kažejo, da bi se naj celostne prometne strategije financirale iz strukturnih oziroma kohezijskih skladov in bodo nekako pogoj za pridobivanje finančnih sredstev za zagotavljanje boljših pogojev prometa, torej vključevanje pešcev, kolesarjev, javnega potniškega prometa in pa ne nazadnje tudi prometa osebnih vozil. Naš projekt je zastavljen tako, da smo pogodbo o pričetku projekta podpisali v mesecu maju letošnjega leta, zaključek pa je predviden v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe. Pogodbena vrednost projekta znaša 43.300 evrov, vključuje pa v bistvu vse omenjene faze od postavitve temeljev, analize stanja, štetja prometa, izvedbe, tudi ne nazadnje nagradne igre, ki se bo zgodila v letošnjem septembru v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Tako da projekt je zares zastavljen široko, vključuje najrazličnejše segmente oziroma strokovnjake, ne gre samo za projekt, kjer bi pogledali na promet z vidika gradbeništva oziroma prometa, ampak se bo na promet gledalo tudi z vidika geografije, sociologije, ekonomije in tako naprej. Tako da se res nadejamo, da celostna prometna strategija ne bo prinesla samo sprememb na področju prometa, ampak dejansko bistvene spremembe pri naših občanih, v okolju, v trajnostni mobilnosti in pa v samem vplivu prometa na okolje. Študije namreč kažejo, da z povečanjem uporabe drugih načinov premagovanja točke od A do B, se pravi, da nekako na stran postavimo tisti osebni promet, bistveno zmanjšamo stroške prometa in z vidika uporabe goriv, z vidika onesnaževanja, z vidika obremenjevanja okolja s hrupom, z vidika stroškov prometnih nesreč in pa kasnejšega zdravljenja. Tako da majhni koraki so, majhne stvari so potrebne, da lahko dolgoročno oziroma srednjeročno s pravimi koraki dosežemo res neke dobre cilje. Zavedamo se, da bo potrebno tukaj tudi mogoče malenkost spremeniti filozofijo načrtovanja prometa, zaradi tega, ker do zdaj smo se nekako prometnih projektov letovali gradbeno načrtno, se pravi, vedno smo nekako prilagajali ceste vozilom. Tu v celostnih prometnih strategijah gre pa za malenkost obrnjeno logiko, kar pomeni, da bomo pa nekako skušali karikirano, recimo predstavimo zadevo tako, da bomo pa ceste oziroma promet prilagajali cestam, da ne bomo določali minimalna parkirišča oziroma minimalno število parkirišč, ampak da bomo lahko določili tudi maksimalno število parkirišč, ki bodo še sprejemljiva za našo občino. Se pravi, da bomo lahko neka območja res celostno obdelali, da bomo znotraj teh območij ugotovili potovalne navade ljudi, da bomo lahko pridobili podatke o tem, kaj je še za mlajše, za ljudi srednjih let in pa za starejše primerno za pešačenje, za kolesarjenje, da bomo skušali tudi preko tega logotipa, ki je bil predstavljen na platnu, oblikovati neko prometno glavo znotraj našega mestnega trga, se pravi v okolici avtobusne postaje, kjer imamo v bistvu kar neke neslutene možnosti izoblikovanja nekih, bom rekel, ukrepov, ki so že kot primere dobrih praks v življenju v, ne vem, zahodnem in severnem delu Evrope. Tako da projekt je res široko zastavljen in nadejamo se, da bo drugo leto občinski svet obravnaval dokument in v bistvu strategijo, ki bo nam v pomoč in v vodilo
v naslednjih letih in pri načrtovanju tako prometnih kot drugih projektov v občini. Če samo še za konec bi pač izkoristili prisotnost medijev in bi pozvali naše deležnike v občini, se pravi vse, ki jih vabimo na tovrstne, se pravi dogodke, delavnice, k anketam in podobnim korakom, ki smo jih predstavili, da se resnično odzovejo in da na ta način skušamo priti do resnično dokumenta in pa seveda kasneje potem tudi akcijskih dejanj, ki bodo služile vsem deležnikom, se pravi občanom, občankam in pa seveda tudi ostalim udeležencem, da ne bo to dejansko, tako kot marsikdaj rečemo, črka na papirju, ampak si resnično želimo, da se ta celostna strategija primerno izoblikuje z sodelovanjem vseh deležnikov in na koncu seveda, da je uporabna za pravzaprav vse. Evo, toliko za uvodni del.